Na ladjici Dravske vili so generalni pokrovitelji festivala Lent 2011 podpisali pogodbo o sodelovanju z organizatorjem. Nekaj dni nas loči še od začetka Lenta, je že vse pripravljeno? Torej, vse še ni čisto pripravljeno, so pa priprave v teku. Zaenkrat, seveda, zaradi česar sem posebej vesel, služi vreme, da vsi ti naši ljudje, ki pripravljajo prizorišča, delajo v lepem vremenu, ne delajo v dežju. Upam, da bo to trajalo še naprej, ampak kolikor sem seznanjen, priprave potekajo zares torej maksimalno profesionalno. O tem nisem nikoli dvomil in zaenkrat gre vse po načrtih. Kakih težav večjih verjetno ni bilo, glede na to, da je že 19. prirejate festival? Težave edine so v tem, na kak način bomo zbrali denar, pa tudi to upam, da nam bo letos uspelo, še posebej, če bodo ljudje kupovali popotne liste po Lentu in nam na ta način direktno pomagali, da Lent izvedemo. Bistvene novosti letošnjega festivala? Ena od bistvenih novosti je zanesljivo festival Sladolent, to se pravi festival ulične prehrane. Imamo seveda mlade DJ-je, ki bodo v kinu Udarnik. Zopet ena od novosti, vrača se ulično gledališče iz centra tudi na Lent in zelo težko je pri 600 prireditvah, ki so našteti, ampak mislim, da je novosti kar nekaj. Sladolent je festival ulične prehrane, kajti rekli smo na to, da mogoče vsa ta leta seveda je Lent deležen samih pohval, ampak nekaj pa vedno reče, ja, ampak te stojnice, to pa ni najboljše, pa pravijo samo čevapčiči, pa samo pice, pa to. Smo rekli, torej seveda ne moremo tega spremeniti, to da, ker se bo naslednje leto Dravsko obrežje popolnoma spremenilo. Smo rekli, preizkusimo v bistvu, kaj lahko na novem Lentu tako ponudimo in predvsem tudi v povezavi z Evropsko prestolnico kulture, kjer se bo seveda veliko dogajalo na ulici, kjer bo ulična prehrana tudi del te neke zgodbe. Skratka, rečimo vrhunskim slovenskim kuharjem, to je 6 kuharjev, res vrhunskih, ki pravkar sedaj pripravljajo, snujejo nove jedi, ki jih bodo potem tukaj na tem festivalu, ki bo trajal 3 dni, predstavili in s tem bomo dobili izkušnjo nove jedi, ko bomo videli, kaj lahko potem prihodnje leto tudi na področju street fooda ponudimo obiskovalcem. Zagotovo bo tudi letos glasno, pričakujete kakšne težave zaradi tega? Jaz bi vse stanovalce na Lentu in v Mariboru bom pomiral kar s tem že, da mi začnemo letos 1 uro prej. Se pravi, ne začenjamo ob 10. uri, ampak ob 9. zvečer po starem, 21. uri. Med tednom bomo imeli samo en band, se pravi, da mi bomo zaključevali okrog 11. ure, kar pomeni 2 ure prej, kot je bilo to. Jaz mislim, da je bila predvsem, so bile ure tiste, ki so nam, ni bil hrup toliko problematičen, kot so bile pozne ure v urbanem naselju in to smo letos spremenili. Čez vikende bomo pa potegnili tam do 12. ure. Se pravi, večer oder bo utihnil najkasneje ob 12. uri, pa še to samo čez vikend. Skušali bomo prej začenjati in prej končevati ravno na Lentu z predstavami, zaradi tega, da pač privoščimo stanovalce, ki jih zelo spoštujemo, čim več mirnega spanca. Večerov oder tradicionalno rokovsko obarvan, katerega benda se lahko letos najbolj veselijo obiskovalci? Ja, letos je to enostavno odgovor, verjetno. Jaz verjamem, da Monster Magnet pa Asian Dub Foundation sta benda v rangu kakršnih do zdaj recimo na Večeru modro še nismo gostili. To, kar se tiče teh, bom rekel, res tujcev. Če pa mene osebno vprašal, se najbolj veselim sobotnega koncerta Urbana. Kar nekaj slovenskih izvajalcev sem letos zopet povabil, s tem sem pač hotel povedati, da imamo tudi v Sloveniji definitivno izvajalce primerljive z nekaterimi tujci. Mislim, da smo naredili zelo raznolik program, od nekega mainstreama do hard rocka, do nekega, rečemo, kak sem zdaj v Beogradu poslušal, novotalasne muzike. Jaz bi imel vsaki dan bende tipa Asian Dub Foundation pa Monster Magnet, samo žal, že to, kar smo letos naredili, povečuje budžet večerovega odra skoraj za 30% napram lanskemu letu. Lani ste dejali, da se recesija pozna pri sponzorjih, letos se nekateri vračajo. Kako težko je bilo letos pridobiti vsa potrebna sredstva? Izjemno težko, še težje kot lani. Upal sem, da bo te recesije konec, ampak po drugi strani so pa nam nekateri pomagali še bolj kot do sedaj, ker so videli, da če se Lent enkrat zruši, ga verjetno zelo težko postavimo in zaradi tega se jim posebej zahvaljujem.